Nekaj nervoze na samem štartu, pri teku na 1000 metrov. Vsi bi radi bili prvi, seveda, ampak zlata kolajna je samo ena. Poglejmo z področnih tekmovanj najboljši rezultat Robert Živko, 2:39:85. Potem pa Anže Zupan, pa Jan Kramer, pa Jan Petrač. Recimo, da imamo 4 atlete, ki lahko odlično tečejo 1000 metrov in med temi 4 bomo seveda podelili samo en komplet, ki šteje 3 kolajne. Torej, nekdo bo ostal brez. Kdo bo tisti, ko bo ostal brez kolajne? Torej, številni odlični atleti, mladinski reprezentanti, pionirski reprezentanti v teku na 1000 metrov. Zanimiv bo to tek na 1000 metrov. Do cilja in še en krog. Dajmo malo spodbude s tribun, spoštovani in spoštovani. Dajmo pomagati atletom do čim boljših rezultatov. Glede na to, da je že poldne, prebudite se in zaploskajte. Takole tisti. Najboljši so že v ospredju. Uroš Veselič v prvo neuspel poizkus na 201 cm. Tudi to je njegov osebni rekord. Zvona, če bo uspel preskočiti. Torej, do cilja in še en krog. Še nič ni odločenega v teku na 1000 metrov. V tem trenutku v vodstvu številko 14 Erik Zun, na drugem mestu teče Jan Petrač in na tretjem mestu v tem trenutku Žiga Kašpa. To so najboljši trije v teku na 1000 metrov, ki se počasi oddaljujejo od ostalih. Jan Petrač sedaj prehaja v vodstvo 320 metrov pred ciljem, torej Jan Petrač trenutno vodi. Vendar še nič ni dobljenega, še nič ni izgubljenega. Dajmo še zdaj zadnjih 250 metrov pred ciljem pospešiti, koliko se da. Roke delajo, kolena visoko, dajmo fantje, gremo! Jan Petrač, 200 metrov pred ciljem v vodstvo, le korak prednosti. Jan Petrač še pospešuje, vendar, še ima zasledovalca. Še zadnjih 100 metrov, torej kdo bo najmočnejši v teku na 1000 metrov. Odločen bo je to za zmago. Žiga Kašpa ali Jan Petrač? Žal, Jan Petrač zmaguje. Jan Petrač zmaguje, 2:30:93. Torej imamo srednješolskega prvaka v teku na 1000 metrov, Jan Petrač, drugi, številko 12, Žiga Kašpar in tretji, mislim, da Lucijan Zaloka. To so torej najboljši trije v teku na 1000 metrov.